Izjemno napeto srečanje danes tukaj v Novem mestu, interesantno, tako za gledalce kot verjetno za vas. Na koncu remi 2-2, se mora biti spomnite, kakšne vaše take tekme v prvi ligi, kot je bila ta? Pa bilo je veliko takšnih, ko ste v borbi za obstanek, vsaka je zanimiva, ne. Jaz lahko samo čestitam mojim igralcem, zato so odigrali dobro tekmo. Bilo je težko igrati v prvem polčasu i proti vetru, ne, pa proti 14 igralci na igrišču, ampak okej. Mi gremo naprej, nas to ne bo spravilo v neku psihološko krizo pred zadnja dva srečanja, gremo v Velenju poskušati presenetiti moštvo, ki je bolj kakovostno kot mi, ampak že nam je uspelo to leto. V moment debiju smo jih premagali gore na nič in zadnji krog nam pride tle Triglav Kranj, ki dejansko bo verjetno spet takšna podobna tekma. Kaj je bil tisti ključen trenutek po vašem mnenju na tem srečanju? Kaj je bil ključen trenutek? Mi smo v zadnjih 3 minutah dobili 2 zadetka, verjetno malo padec koncentracije. Sodniške odločitve jaz kot trener ne smem komentirati. Mislim, da je celo občinstvo videlo danes, zakaj se šlo v Novem mestu na današnji tekmi. Kako v bistvu umiriti glave vaših nogometašov po takem, bom rekel, po takih 2 izgubljenih točkah? Pa mi smo profesionalci in že jutri je trening regeneracije, kjer se bomo pogovorili, analizirali določene slabe strani v zadnjih parih minutah, ki smo jih sami naredili. In nimamo časa veliko za beli glavu, ker že v soboto je naslednje srečanje proti izjemno kakovostnim nasprotnikom. Izjemno pomembno srečanje danes v Novem mestu, v katerem ste praktično imeli 3 točke že v vaših rokah, na koncu pa iztržili remi. Kakšen je vaš komentar? Težka situacija. V 86 minuti vodimo 2-0, igramo doma, borba za obstanek in mi prejmemo 2 gola. Enostavno ne vem, kaj ne rečem. Ni slučajno, da se nam to dogaja. Skoraj vsako tekmo, ko smo točke izgubljali, smo jih izgubili v zadnji minuti. To je stvar koncentracije in nič drugega. Res ne znam objasniti, zakaj, ampak dejstvo je, da se to dogaja. Nič, treba je pozabiti to tekmo, gremo v Velenje, probati tam kaj doseči, a mislim, da se bo odločilo vse skupaj v zadnjem krogu. Zadnje kolo mislim, da će odlučivati tu proti Triglava direkt. Sodelovali ste pri obeh zadetkih, najprej s podajo, nato pa z izvrstnim golom iz kota. Takrat so pravzaprav vsi že mislili, da je zgodba končana. Pa, mislio sam i ja, ali... Ja, tudi sam sem tako mislil, ampak ni se šlo. Ne rabimo iskati krivca, škoda, ker smo krivi sami in ne samo mi. Ne sodniki, ne drugo, ampak sami smo krivi. Še enkrat, 86 minuta, vodiš 2-0 in igraš doma, ne znam tega pojasniti. Igraš doma. Nema objašnjenja. Čakata vas še 2 tekmi do konca prvenstva, kako po takem, bom rekel, remiju, zbistriti glave in končati nekako sezono? Kažem, mi se opet nadamo, da... Mi verjamemo, da bomo premagali Triglav, tudi če mi izgubimo Velenju in če Triglav premaga Celje, pomeni, da moramo zmagati v zadnjem krogu v Kranju. Kot pravim, zadnja tekma bo odločala. Mislim, da ta zadnja tekma će odlučivati o svemu. Simon, eno izjemno zanimivo srečanje tukaj v Novem mestu, iz zaostanka 0-2, na koncu 2-2, infarktna končnica. Ja, se strinjam. Jaz bi v prvi vrsti čestito svoji ekipi za neko nepopustljivost, za neko ogromno željo, da nekako probamo danes že rešiti prvenstvo. Moram reči, da v tekmo smo štartali slabo. Prvi polčas, bom rekel, izven našega dogovora, drugi polčas smo neke stvari poskušali korigirati, pa prav tako ni šlo. Potem po zastreljanju 11 metrovki in prejeten golu iz kota, dejansko, bom rekel, ne more biti slabši scenarij. Ampak še enkrat, verjeli smo, da lahko obrnemo, bom rekel, sklop nekih šokantnih okoliščin nas je pripeljal do tega, da smo na koncu dobili točko in, bom rekel, praktično svoj prvi cilj, ki smo si ga zadali, ko smo začeli skupno pot, dosegli, da smo se, bom rekel, ohranili pri ligi. Danes se je videlo, da je veliko v igri, tako za ene kot z druge strani. Se strinjam. Kljub temu bom rekel, da smo bili mi v veliki psihološki prednosti, imamo kar nekaj točk prednosti, ampak na igrišču se tega ni videlo. Zakaj je do tega prišlo, zdaj težko rečem. Še enkrat pa vesel sem, da se je tako išlo in bom rekel, zdaj lahko vseeno gremo malo bolj sproščeno Kranj in zadnjo tekmo Gorico. Je bil ta pritisk mora biti na vaše mlade fante prevelik?
Ne bi rekel, jaz mislim, da smo dokaj sproščeno zadevo peljali skozi ta teden. Mogoče pa na tekmi se je to v glavah pojavilo, nekako žoga ni stekla, bom rekel, prisotna neka nervoza. Ampak še enkrat sem zelo vesel, da smo tekmo obrnili in bom rekel, mislim, da nam je kar en velik nahrbtnik padel dol iz hrbta. Danes izjemno napeto srečanje tukaj v Novem mestu. Uspelo vam je nekako obrniti rezultat, bom rekel, vašo prid in doseči končen cilj, ki ste si ga na koncu sezone nekako zadali. Ja, res je. Za nami je res ena zelo infarktna tekma. Mi smo prišli sem absolutno po 3 točke, vendar nam prvi polčas igre ni stekla. Dobili smo zadetek, na to smo dobili v drugem polčasu še enega nesrečnega iz kota, tako da smo mogli iti zadnje minute na vse ali pa nič. Na srečo smo minuto ali 2 do konca znižali zid na 2-1 in na to z veliko mere sreče v sodnikovem podaljšku zadeli tudi na 2-2 in hvala Bogu gremo v Celje z remijem, ki nam prinaša 8. mesto. Pred nami sta pa še 2 tekme, ki absolutno gremo jih zmagati in upam, da zasedemo na koncu 7. mesto. Ste ves čas nekako verjeli na igrišču, da je možen ta preobrat in nekako obstanek v prvi ligi? Ja, seveda, res smo verjeli, še enkrat smo pokazali, da smo, tudi če nam igra ni stekla, smo pokazali, da smo res klapa in to se je danes pokazalo tudi na igrišču. Drugače jaz mislim, da ne bi osvojili te točke, ampak zaradi tega, ker smo res klapa, ker držimo skupaj, se nam je posrečilo in res smo dosegli to zlata vredno točko. Kako zdaj po rezultatsko doseženem cilju nekako nadaljevati še te 2 tekmi? Ja, sej, kot pravim, tako smo danes prišli po 3 točke, gremo tudi v Koper in zadnji krog Gorico po 3 točke. Mi bomo igrali, upam, da nam bo igra stekla boljš kot danes. Danes smo, vsaj na srečo, rezultat nam je bil pisan na roko, tako da gremo najprej v Koper absolutno po 3 točke.